Smo Koala Voice. Poslušate Radioaktivno. Samo igramo se, dokler ne umremo. In potem sonce eksplodira v solzah in ljudje se razpršejo. Držal je za roko, ko sta tekla, in ni spustil, ko je dohitela. Iz človeka je zgradila totem in iz kovine je nastal metulj. Vse je kul. Jaz nisem lačen in ti nisi žejna. Samo po radiju so bile predolga novice o bombah, pa so otroci nemirni. Boriva se proti velikanskim mlinom na veter. Odpihnili so mi klobuk in tebi obleko. Galo zdaj stojiva pred tem obtožujočim svetom.
Vertigo je bila slišana skladba skupine Koala Voice z novega albuma Plata, Domen pa je z mano v oddaji Radioaktivno zdravo. Živijo, zdravo, pozdravljeni. V tej pesmi za uvod malce recitiraš. Ja, v bistvu je zanimiva zgodba tega komada, ki je v bistvu v osnovi bil v francoščini napisan. In smo ga na licu mesta v studiu, sta ga v bistvu Manca pa Miha prevedla skupaj. Pa smo ga poslušali, pa smo se odločili v bistvu, da paše en kos poezije moj, ki je naslov Rože. In smo ga v bistvu prebrali na začetku, no in je pasel in smo naredili še z Manco ta joke, da ga v bistvu jaz preberem, Manca ga odzadaj še pa ta, da nastavi v bistvu nekako komad, no, ker smo imeli tudi vizualno podobo komada dosti hitro naštudirano, no in je nekako vse skupaj pa padlo v to, da je komad z recitalom na začetku, vsaj kar se Plate tiče, no je pa tudi valjda tudi nek radio edit, ker pa tega ni, ampak ja, to je pa ta svet. Je pa to skladba, ki je najavila Plato. Ja, to je bil prvi singl, ki smo ga izdali, še preden je Plata bila dokončana, v bistvu smo imeli to že pripravljen pa narejen. Zaradi tega, ker smo vedeli, da bomo tudi delali video spot za ta komad, da bo v bistvu najavilo celotno Plato. To smo delali z Warehouse kolektivom, ki so že Vede premikanja snemali z nami, pa še ne par drugih projektov. No. S tem smo hoteli v bistvu najaviti, no, ker je pač najbolj tudi pokazatelj, se nam je zdel, kakšna Plata v bistvu je. No. Tokrat Plata še v fizični izdaji, glede na to, da je Plata, pa smo Plata rekli vinilni plošči, običajno bo tudi vinilna? Tudi vinilna izdaja bo, ja. Moramo malo počakati, ker so trenutno dobavni roki pač za te zadeve kar dolgi, no. Tako da pričakujemo, da tam nekje septembra najkasneje bi mogla Plata biti. Pa tudi to bil mal ta klasičen Koala Voice joke, evo delamo novo Plato in da bojo zdaj si mogli reči Plata. Potem ste novo ploščo oziroma album zelo enostavno poimenovali. Ja. Plod usklajevanja ali tako kar spontano? Ful dolg časa nismo naslova imeli, ker smo imeli, mislim, vsak je imel neko svojo idejo, kako bi šlo, v katero smer bi šlo, pa na koncu je pa v bistvu se čisto samo po sebi zložilo, pač ajde ja, se je dober joke, Plata je tudi, nova je, tako da. In Plata je tu, četrta po vrste. To je četrta studijska. Oziroma peta, če gledamo še iztekanje. Tako, direktno, ja. Veliko materijala se je nabralo v teh letih? Ja, veš da, 10 let že v bistvu turamo, no, oziroma nastopamo. 10 let je, odkar smo imeli ta prvi koncert, ne, se pravi, oziroma ne, pardon, 10 let odkar obstajamo, pa 8 let, pa odkar smo ta prvi špil imeli, ne. Tako da takrat je bilo pa najprej smo imeli v Kisucu, pa smo imeli v Kopru, pa v bistvu se je že kar Rokotočec počas zgodil, pač Rock vizije, razni natečaji, Špiliga, do tega v bistvu, da smo pa začeli tudi po Evropi turati, dosti malo, no. Tako in zdaj to je pa glih to v bistvu, 10 let tega, no, in pol ta Plata je nastala v času prvih samoizolacij 2020, ne, in je bilo glih to, pač, ali bomo nekaj delali, ali pa se bo vse res ustavili, ne, oziroma smo na ta način probali pol nekaj narediti. In ste raje delali? Tako, pač glih zaradi tega, ker smo navajeni, pač glih tega, da smo nek tour band, ne, pa da smo konstantno v pogonu in ker nam je nekdo rekel, da ne moramo več nič delati, je bilo čakajmo, kaj to pomeni, da ne moram več nič, ne. Tako da pač smo pol izkoristili na tak način, da smo se res za 14 dni zaprli v studio, pač da smo tudi, kako bi rekel, te neke začetne psihaže, ki so se dogajale, pač si nekako porazdelili drug na drugega, oziroma pač glih to, kar sem zdaj tudi v enem drugem intervjuju rekel, no, da smo se spomnili na kolegialnost, na ljubezen, pač na take zadeve, pač da če ostanemo skupaj, da si lahko vseeno mogoče pomagaš s kakšnimi težkimi zadevami, na lažji način, da se sam razkropimo, pa vsak za sebe nekaj, ne. Druga bo zlomila si mi srce za naplato. Glede na naslov ljubezensko. Ja, tukaj bi sicer mogel malo več Tilen povedati, ker je on poimenoval komad, ki je v bistvu nastajal iz njegove baslinije. Preden je besedilo prišlo, preden so kitare bile nasnete, sta v bistvu bila samo, jaz ima ljubkovalno rečem, ansambl Bratov Prašnikar, se pravi drum and bass, ne. In ja, in v bistvu pač rekel, ta komad zlomila si mi srce za naplato, kao da bo, in pa smo rekli, to je pa res dober naslov in smo pač pustili kar celoten naslov za gor.
Zlomila si mi srce za naplatom z albuma Plata skupine Koala Voice. Torej, zvoki koale se ponovno slišijo in to na glas. Ja, zdaj pri določenih komadih smo si malo več tega dovolili, no pač recimo Zlomila si mi srce je glih en tak komad, ki so nas marsikdo nas je malo pohecel, da smo drop D tuning pač odkrili ta prvič, ne, ker je zares tudi to res, ne. Tako da pač ja, pa glih s Tilnom so se ful pogovarjala, no, da v eni fazi sva oba ful padla v nek stone rock in take zadeve, ki se ni čist transformiralo v Koala Voice komade, na džajmih je bilo to mogoče malo očitno bolj, no. Tako da ja, tukaj je pa pač bila pol taka malo bolj na glas zadeva, no, vsaj kar se tiče teh odprtih akordov, D-mola, pa sam da odžgaš kitaro. Ne. Recimo jaz v tem komadu, ena od nasnetih kitar, nisem niti enkrat zabrenkel, je vse v bistvu samo tako, da sem pač po glavi od kitare gor frcnil oziroma pač naredil, da je cela kitara zadonela, pač v bistvu uglašena v D in je to pač pol ostalo noter. Ne. Dojem, prej si dejal že do 10 let ste skupaj. Ista ekipa ves čas? Ista ekipa, to je moja najdaljša romantična zveza, kar sem jih imel, pač pa mislim, da tudi pri ostalih je podobno oziroma isto. Ja, 10 let se poznamo, mislim, 10 let ustvarjamo skupaj, poznamo se pa, to pa po mojem tudi že ve pač folk, ki nas posluša, no, da se poznamo v bistvu od malih nog že z bratom Prašnikar, Mance pa tudi na isto osnovno šolo hodila, tako da pač smo nekako vsi vedeli drug za drugega, no. Ampak ja, zdaj pa je, v bistvu zdaj že 11 leto teče, no, tako. To se kaže pripadnost skupine. Tudi, ja. Pa glih to, pač, ker vemo, da je to vredno več kot neke, kako bi rekel, mimobežne stvari ali pa pač neki stresi ali take zadeve. No, doskrat smo se tudi sami zavedali, oziroma se začneš sam zavedati, da si kdaj težek, pa da rabiš tudi ti malo popustiti pač v krogu pač nas štirih, da vse funkcionira. No, in je pač zanimiv, ker se lahko ful veliko naučiš o samem sebi, pač na podlagi tega, da imaš 3 frenda zraven. Ne. Čeprav pa nekateri člani imate posamezne izlete, tudi druge žanre, ti delaš tudi kot solist, tudi Manca, kako sodelovanje, na primer? Tako, ja, 2018 sem izdal svoj prvi single, Getting High, in takrat je v bistvu bilo glih to, da sem se zavedel, da imamo pač takšen smešen urnik, da smo takrat bili že 3 leta v bistvu konstantno na turi, čeprav smo imeli vmes kak teden, 2 frej, pa spet 2 tedna tura, 1 teden frej. In sem ugotovil, da v tem času, da je ful bolj produktivno zame, da ostanem v studiu ali pa da si zrihtam pač nek nov način, kako okupirati svojo glavo, namesto da sem sam utrujen in uničen od teh izletov. In tako sem takrat v bistvu naredil to, da pač, če smo imeli 1 teden turo, sem ta zadnji dan pa imel še en koncert, tako da sem še jaz pač malo si lahko zbistril misli pa to. Je pa res, da sem pa pač preden sem začel s koalami igrati, pač jaz bil nekako kantautor, oziroma ona kitara na rame, srednja šola, vsi odzuni, pač perčka na plano, Pink Floyd revival scene, ne. Tako da to. Z letošnjim letom je pa Manca imela tudi par zanimivih projektov. No. V bistvu ta prvi je sodelovala z mano tudi kot solo act pri Kam da dam komadu s Tomažem Maričem oziroma Thomas March Collective, da je v bistvu pač vokal zraven dala oziroma zaštartala komad. No. Pol kasneje pa letos naredila še z Vacom en cover, pa v bistvu še z njenim kolegom, skladateljem Laranom Poličem. Pa mislim, da je sodelovala še pri nekem tem projektu Milijon naše živino, ki pa je pač čist njena stvar bila taka. No. Letošnji let je bil tak zanimiv, čuden let, ker če si se ukvarjal s temi stvarmi, si ugotovil, da je ful težko mogoče bilo na nov neke stvari ustvarjati, ker se je toliko stvari dogajalo, ampak istočasno si pa rabil nekaj delati, da si pač bil v tem svetu, oziroma da si imel to nek stik z glasbo in ustvarjanjem, mogoče celo bolj kot koavtorji ali pa nekaj tacga. No. Tako da ja, sva si prvo šla kak izlet, no, ampak je pa glih ista stvar, kar sem prej rekel, da tudi oba dva navijava, da bi ansambl Bratov Prašnikar imel kak koncert v kaki gromki ali pa kaj tacga. No. Takrat boš pa ti na harmonike. Tako. Greva na brez glasbo, aktualni singl bo naslednja. Spaghettification, cool. Evo, to je tudi naslov, ki ga je Tilen dal in v bistvu govori direkt o tem, če se pogoogla, kaj je, pač je nekako to bil njegov proces razmišljanja o tem času, no pa pač strinjali smo se vsi, da se vleče ta kitara kot neki špageti in to. Tako da ja, ne vedeli smo, da bo to pač ta tretji single, delali smo videospot s ekipo iz Maribora, Film Factory, ki je prvič v bistvu, da smo z njimi sodelovali, no. Ne vem, v videospotu se vidi, da vsa hrana, ki je noter narejena iz papirja, ker je v bistvu pomenilo, da je njihova scenografinja to 14 dni skupaj mučkala in delala za pač te šote. Komad je pa ja, zdaj je že nekaj časa odzuni, pač neki, v bistvu vedeli smo, da folk hoče ta komad slišati, no, ker smo ga igrali na jutranjem programu Vala 202 in so nas v bistvu že kar sprašvali, kdaj bo to zdaj v končni obliki, se pravi zmasterizirano ono tretje, no, tako da smo nekako pričakovali, da bo to naslednji single bil. No. Spod pa je taki bolj vesoljski. Ja, v bistvu ideja je bila direkt od Film Factoryja, smo malo debatirali, kaj bi radi imeli, na kak način, povedali so, da pač bi radi, da smo te neki karakteri, na Miha recimo je pač kao nek gradbinc oziroma ga hecamo mojster Miha, jaz sem nek detektiv, pač Manca je nek francoski protestnik na kolesu, /fulma čas naokol,
vrtu, zaradi tega, ker je Tilan v končni fazi bil nek vampir, ne? Plus pač še ta vesoljci in vse te zadeve, no? Tako da smo v bistvu ful veseli, da smo lahko sploh v teh časih pač naredili videospot, ne? Ker pa to tretji videospot iz te plate že, no. Smo Koala Voice. In poslušate Radioaktivno. Pogledam predaleč, pa ti povem, škoda, da v moji glavi
Mislim skupine Koala Voice z albuma Plata, Domen z mano vdaji Radioaktivno na Radio Prlek. Novi album je šel 25. junija na praznični dan. Tako. Ste že vsi stari 30? Ne. Smo v bistvu trije, ki smo bili rojeni v Sloveniji, pa eden, ki je bil rojen še v Jugoslaviji. Tako da to so zanimive debate, oziroma sem že kar parkrat se pogovarjal z ljudmi glede tega. Če sem čist iskren, z datumi nismo neki ful dobri, tako da nismo zares pač se ful zavedali, kdaj bo točno padel pač ta album ven. Smo pa imeli plan, da pa bo siguren junija, no? Da pač ne bi čakali na jesen, da ne bi čakali na poletje, ampak v bistvu takoj, ko je bila šansa, da smo dobili pač masterizirane oblike nazaj, pa tisk in vse to. No? In v bistvu tokrat je ta prvič, že ta plata tudi išla z založbo, ne? Ker do zdaj smo bili v bistvu indie band in smo kar tudi mi nekako predlagali, da bi vseeno pač ustrajali s tem, da zdaj, ko je končano, da damo ven, da ima tudi Zeitgeista zajame. Tako da no. Misli pa tudi en lep komad, ki ga je pa Manca napisala, a je pa v bistvu doživel premiero že lansko leto. Sicer ga nismo izdajali kot uradnega singla, no, ampak je pa bilo v predstavi Rumena Luna Primoža Ekarta, ki je pa tudi že to tretje sodelovanje, no, da smo z njim delali. Je pa tudi lepa zadeva, ki se bo dal pogledati, predlagam, no, ker je lepa zgodba, pač pa Ekart zanimive predstave dela zadnje leta. No, tako da. S tem albumom niste tako presenetili kot s prejšnjim Who Horsey, ki je bil dejansko presenečen za vse nas. Tako, takrat smo pa, mislim, da nekje februarja ali pa nekaj tazga, če se ne bom zlagal, smo Ištekane izdali. Tako na začetku leta so bili Ištekani, no tako. In pa tisto leto smo vedeli, da noben ne bo pričakoval od nas, da bomo plato ven dali, ker je že Ištekani so bili. Mi smo čutili, da rabimo nujno nekaj ven dati, ker je Volkan Fabrik bila tako čustveno, mogoče intenzivna izkušnja, da smo si tudi malo rekli, pa daj bodimo spet malo rock and roll, pa gremo pač kar eno plato posnamemo v 2 mesecih, nobenemu ne povemo. Menedžer, ki smo takrat rekli, da ne sme v kol govoriti, ne sme delati PR-ja, Toncu, ki je Toncu Kino Šiška, smo zabičali, da naj bo tih, da ni šans, da pove. In v 2 mesecih v bistvu posneli, zdizajnirali, pač naredili celo plato sami realno. No, pač Manca je zdizajnirala stvar, naš Tonc je zmasteriziral in je čisto slučajno se pa zgodilo, da smo imeli še neki placa na plati in da je potem takrat to je vse tako lepo še gor padel z mal takim bockanjem od Tonca, pa dajte še tako mat, nekaj pa v bistvu pa bil za naslednje 2 leti največji hit naš. Dejansko ste naredili uspešnice. Ja, smo veseli in ponosni, pa z veseljem se tudi spomnimo tistega cajta. No. Je pa glih zadnjič sem mogel malo retrospektivo delati, ne. Če bila ta prva plata malo taka dadaistična, pa na ta princip narejena, no je ta druga bila eksistencialistična. Ta tretja Who Horsey pač čist nek tak rock'n'roll joke v trenutku, kaj se dogaja. Ne. Čeprav Who Horsey je bila pač tudi malo hec na dadaizem, ne, se pravi zabiti nož noter v slovar, pa pač da pride direkt nekam na neke to zadeva. Ne. Tako da ja, zdaj smo prišli pa do plate, ki pa se mi zdi, da je ena od bolj romantičnih stvari, ki smo jih naredili. No, tudi ta neka dekadenca se je čutila od tega odmika, od nekega realnega sveta, ki smo v Ajdovščini snemali. Ne. Tako da ja. Bova še rekla nekaj v zvoku nadaljevanju. Naslednja bo Mountain Man. Ja, to sta 2 komada, ki jih mi med sabo ful zamenjujemo, Mountain Man pa Worried Man, ki sta 2 mena kao, ne. In je glih tukaj v bistvu zadeva, da smo se malo hecali, pač ko so doskrat nas opisali, da smo reggae band, pa take zadeve, pač sicer spet v kakem jam momentu smo kak reggae ulovili, ne. Tako da tukaj per Worried Manu mislim, da sem si dal pač malo tega, ta momenta. Medtem, ko Mountain Man je pa en komad ful star, ki smo ga pa s Tilnom napisala v kuhinji bajte, kjer smo vsi trije takrat živeli, oziroma on je bil v zgornjem štuku, mi dva so bila pač z Mihatom v tem istem fletu. No. In sem imel pač idejo za ta komad, ki je bil malo joke na I'm the Mountain od Stone Jesusov. Sem rekel, stari, si predstavljaš, kako bi bilo smešno, da narediva eno tako country verzijo pač stoner komada. Pol pač so se pa misli razvile naprej v to, da pač v bistvu no man is an island, ne, noben pač človek ni otok, istočasno pa pač tudi gora sama, ne, pač se tudi drobi in spreminja glede na to, koliko vode gre čez, pač koliko je izpostavljene, kakorkoli zadevam. No. Je pa res, da pač, ko smo ga pa snemali, smo pa pač vsi noter na vokalih, vsi pojemo zraven, vsi se zraven zaderemo Crumble in je eden od lepših momentov nam bil pač to snemati in slišati zaradi tega, ker smo se držali za roke zraven in se hecali in je bilo tako v času totalne panike in kriz in vsega smo pač stali skupaj in nas je to pač združilo. No. Potem taka skupinska pesem. Tako. I know I've seen this road, so I know just where it takes me. And you know me, mixing up home and familiarity, playful binds and random acts of kindness. No one in this room knows what a peaceful mind is. And I try and I crack and I lean and I stay and I crumble. I'm at the mountain.
Domen skupine Koala Voice z mano oddaji Radioaktivno. Če se še dotakneva zvoka, prva plošča leta 2015, ko sem si zapisal, pa ta nova, koliko ste se zvokovno spremenili? Tukaj so ful debate, pač zvokovno, koliko smo se spremenili že zaradi nekega razvoja pa obvladanja svojih inštrumentov. Istočasno na ta zadnji plati smo si ful dovolili nasnemavati zadeve, ki niso toliko očitno drugačne. Recimo na prvo plato smo delali s Petrom Dekleva v studiu Kodeljevo, kjer imamo zdaj plec realno, po toliko in toliko časa smo se vrnili. In ne vem, takrat je bila zadeva, da vsaj 5 let sem jaz igral ES335 in je bil to moj osnovni zvok kitare, pač čez fršterker in je bilo to. Tako da tam gor se sliši, ne vem, en ukulele, ki ga v live nočem se zares naučiti igrati, pa mi je pač Pero takrat dal roke, tako da sem naredil en track pač čez, ne. Pa eno baritonsko kitaro svojo mi je posodil, da sem pač naredil zabrčiti pač neko zadevo čez. Tako da to, no, takrat je, se pravim, meni se je to zdel kot nek tak pop art, kako pač kolažirati kitare, zato da pač pride skupaj v nek pač single oziroma nek pop sound, ne. Medtem, ko pri tej ta zadnji je bilo pa tako, no, da sem si direkt recimo za takaj že za Zlomila si mi srce, sem pač sam tako ustavil, vse sem tako, da please pusti me, da grem zdaj narediti 11 trackov in sem pač pol delal take stvari, da sem pustil, da so odzvenele strune, da probo imitirati neke zvoke, ki jih jaz rad poslušam, se pravi neke tele inštrumente na veter ali pa neke take zadeve, ne. Tako da to za Mihata isto vem, da ima bobne čist druge, kakor jih je imel, pač setup se mu samo večja za vsako plato, ki imamo, več tomov, pa več činel in vsega. Pa z Manco v bistvu se nam je med karantenami naredila zanimiva izkušnja, da naj je kontaktiral en človek iz Izole, Davorin Sever, ki dela v bistvu svoje kitare in nam je dal 2 svoje kitare za probati. Je rekel, malo raziskujta pred zvoke in te zadeve. No, tako da v bistvu smo zdaj na tem, da bova počas začela svoje kitare dizajnirati, ampak je pa dalo to neko šanso, da sem vedel, ne, tako kot sem rekel prej, na prvi plati sem imel ES335, pa kasneje sem Stratocaster igral, pa sem Telecaster imel, pa sem Les Paula recimo imel še en teden, preden smo šli snemati, ne, in da sem pa to vse lahko dal v en inštrument, oziroma da mi ta inštrument nudi vse te variacije zvokov, da lahko to v bistvu tudi za live odigram, sicer ne vseh trackov, ampak je dokaj približek tega, kar je nasneto tudi, ne, zaradi tega, ker vem določene stvari, ki jih z navadno kitaro nisem mogel narediti, imam klar recimo, ne vem, ali kill switch ali kakve take stvari, ne. Tako da tukaj se je zvok zihar spremenil, pa tudi vsak studio je inštrument, vsak človek, ki pride zraven v produkcijo, je inštrument in vse to se pol na koncu pozna pač v samem posnetku, no, pač tem čisto končno, ki ga slišiš nazaj. Delate torej bolj evolucijsko, ne revolucionarno? Ja, bi rekel, no. Mislim, v bistvu ne tuhtamo toliko temu, puščamo, da se zgodi, karkoli se zgodi, zdaj pa bo to stvar revolucije ali ne. Ne vem, no, jaz nisem človek, ki bi se rad postavil na čelo revolucije, ampak če pa potrebno, sem pa pripravljen sodelovati, no. Ampak vseeno bolje je vleči neko rdečo nit. Tako, koncepti so mi pa zanimiva stvar, oziroma se pogovarjati o konceptih in idejah, to mi je pa zmeri bilo point life-a. Naslednjo, Silly Plant. To je tudi komad, ki ga je Manca napisala v osnovi. In v bistvu na snemanju se je smešna stvar zgodila, da jaz sem takrat mogel leteti na solo špil, ki v tistem cajtu so bili kar težki, da so se sploh dogajali, no, ker je bilo glih to neko mestno preverjanje stvari. Ampak sem imel pa zblokiral in sem rekel, ajde se opravičujem svojemu indijanskemu plemenu, ker takrat smo se zmenili, da smo indijanci, vsak je imel svoje indijansko ime in smo v bistvu 14 dni se po teh imenih klicali, ne. Tako da sem mogel iz Ajdovščine iti v Ljubljano odigrati ta koncert, ki je bil najbolj čudna izkušnja ever, zaradi tega, ker nisem razumel ničesar, kaj se je dogajalo. In prišel nazaj in so v bistvu že jamali ta komad, oziroma zasneli pač neke osnove, ki ga jaz v bistvu prej sploh slišal še nisem, no, dokler ga ni pač Manca zaigrala mi. In smo ga v bistvu naredili, no, in meni je, če sem iskren, eden od ljubših komadov trenutno za poslušati, glih zaradi tega, ker je glih skupek vsega tega, no, pač tudi evolucijski razvoj Mance, no, pač pa njenega pisanja tekstov, pa pač vsega. In sem kar ponosen na njo v bistvu in tudi na nas, da smo ga naredili. But only mentioned one.
Silly Plant skupine Koala Voice z albuma Plata. Če tako dobesedno prevedemo, gre tu za neumno rastlino. Silly, tako, niti ne toliko neumno, kot mogoče tako malo naivno smešno, ampak istočasno, ker si jaz razlagam to, no. Če si jaz kupam kako rožo, si ful veliko delam problemov s tem, koliko jo moram zalivati, a si me dosti zaliv, a nisem dosti zaliv in pa v bistvu že zaradi tega na koncu ne uspe z njo nič. Tako da, jaz mislim, da kar v ta prvem delu, ko začne Manca govoriti, se pravi, ljudje, ki niso nečesa doživeli ali izgubili, bojo verjetno težko razumeli, kaj govorim, ne? In iz tega se mi zdi lepo. Tako da to ni po mojem toliko stvar neumnosti, kot tega, da kdaj smo ljudje mačke naivni, kar pa ni nujno slaba stvar, ker s izkušnjami potem prihaja wisdom. Čeprav pa besedo plant lahko razlagamo tudi kot elektrarna tovarna. Tudi, zanimivo, da jo. Cool. Veš kaj, ne morem govoriti, ker je njen komad, in lahko razlagam sem tisto, kar jaz občutam, ne bi ona verjetno boljš povedala. Vprašanje, kaj je imelo v mislih. Tako. Domen, ste bili v času izolacije potem zelo aktivni, ustvarjalni? Ja, zelo. Od tega, da smo snemali Plato, do tega, da smo delali koncerte na Valu 202, recimo, ki so imeli te koncerte v doma, tukaj, da se je vsaj malo dogajalo, zaradi tega, ker če se mene vpraša, se je v tem letu zgodila neka smešna stvar, da zaradi pomanjkanja kulture, pa ne govorim zdaj samo o kulturnih eventov in tega, je politični in novinarski diskurs ratu osnova za to, kako se ljudje pogovarjajo med sabo. Tako da smo takrat, ne glede na to, je bilo to fair do drugih ljudi pa drugih bandov, ki niso mogoče imeli šans nastopati tako, kot so bili vajeni, bili neverjetno hvaležni vseh povabil. Ne vem, igrali smo na Europa Vox festivalu, ki smo ga v bistvu sfurali tako, da smo v Kinu Šiška snemali, tik predno so oni začeli s svojimi streami, ne? Da smo tukaj še nekako naredili to povezavo Evrope, Slovenije, s čemer smo se mi v bistvu kar dosti ukvarjali v zadnjih 10 letih, s turanjem po raznih placih. Potem to koncert od doma na Valu 202 smo v bistvu naredili še marca, ki je bilo in recimo smešen, ker je neko poznano okolje mi. Živel sem 9 let v Ljubljani, doskrat sem bil na kakih teh koncertih in te kar stisel, ker si dobil listo navodil, kako se moraš držati, pa distance, pa ono pa tretje, ne, ful bolj resno izpadel. Tako da to, pa smo v bistvu cel cajt pripravljali glasbo tudi za to predstavo od Ekarta in vsi smo bili ful na trnih, a bo to sploh možna primera ali ne, in potem septembra je lahko takrat bila. Ampak glih to, no, glih na ta način smo po mojem tudi in preživeli in nekako ohranili mir v duši in telesu, glih na ta način, da smo konstantno imeli nekaj za delati. Oziroma niti ne za delati tako v returna, delam, dobim plačano, ampak v temu delam, iščem smisel life, tako ker ne glede na to, kaj se dogaja izven mojih sten. In nam je to nekako dalo to, neko novo vero ljubezen, ki pa carsko je konstantno si na nov obujati. No. Čeprav pa veliko članov skupin pravi, da tudi ko ni izolacije, pa karanten, imajo radi izolacijo, da potem vse nekaj naredijo. Ne? Ja, ne se zaradi tega je bilo smešno, ker tudi te razne debate, pa to zdaj malo tako prijateljsko rečem, ne. Tako, feš, kako dobro, zdaj je karantena, ki imam cajta nekaj narediti, pasivno, tako. Pa to pomeni, da prej nisi nič delo realno, ne, v smislu muske ali tega. Ker meni osebno, no, je bil to zelo težek čas, sploh te začetnih par mesecev, ker nisi čisto točno vedel, kaj je, hotel si pomagati ljudem, nisi hotel nikogar uverati, ne, in sigurno to ni bil produktiven čas za res nekaj dobrega napisati ali pa narediti tako, ne, zdaj bom pa nekaj čisto novega naredil, ne, tako da recimo Manca je imela drugačen afekt, ne, recimo je ful komadov iz te plate, glih iz tega nastalo, ko smo se tam zaprli, pa da je bilo tako, ok, zdaj pa lahko, zdaj pa to varno okolje, zdaj pa lahko neko idejo ven daš, pa bomo mi preddebatirali, pa rekli, to je kul, to ni kul in se bo iz tega razvilo nekaj, kar bo in poslušljivo in bo imel nek impact na dušo in srce, ne, medtem da bi pa zdaj bil tako, karantena, koliko si bedna, neki, se mi zdi pa totalno butasto, no, da bi na ta način nekaj poveličeval ali hotel za večno zapisati, zaradi tega, ker se mi zdi, da posledica bo itak očitna, oziroma v folku se čuti to, no, da zdaj, hvala Bogu, da se je apatija začela spet spreminjati malo v empatijo, ampak na ta način, no, se po mojem lahko rešijo vse zadeve. No. Drive, naslednja. Drive je tudi starejši komad. Jaz sem ga igral v živo že 2017 v predstavi Vlada Repnika. Sicer malo drugačno izvedbo, no, ampak napisal sem jo pa med vožnjo proti Eurosoniku, če se ne motim, še kako leto prej, ki je bilo pa v bistvu, pa to zdaj spet ni neka stvar, da sem hotel temu govoriti, ampak si srečal ful veliko ljudi po počivališčih, ful veliko ljudi, ki so potovali ali bežali ali kakorkoli probali priti nekam drugam, mi smo pa kar naenkrat z istim kombijem bili parkirani nekje na enem počivališču čist nekje in sem si rekel, da vem ti, da rabiš nek drive za to, da delaš to ali pa da imaš rad, ali pa da si del nečesa. No.
Manca in Domen iz Koala Voice. Poslušate Radioaktivno. Get yourself clean. Wash me right off your skin. Let yourself create melodies about my face, and they won't make you feel better. No, they won't make you forget. And baby, it's so cold. I'm naked to the As pathetic as it is, I try to make the best of this. I'm having it your way, 'cause I couldn't make you stay, and this doesn't make it better. No, this doesn't make me forget. And baby, it's so cold. I'm naked to the bone. You told me to get clean, to wash you right off my skin, but you knew I would create melodies about your face, and I don't know when I'll be better. I don't know when I'll forget. Tonight I'm just so cold. You let me make it to the Make it to Make it to Shower skupine Koala Voice z albuma Plata, novega izdelka, Domen z mano oddaje Radioaktivno. 13 koščkov ste nam tokrat ponudili, skoraj da uro glasbe, ogromno. Ja, probali smo se ne omejevati, no. Zaradi tega smo tudi na koncu pač dali še ta inštrumental, ki ga sicer ne bova danes slišala, najbolj tako pač za ljudi, ki bojo pač poslušali to doma. Govoriva o pesmi Prva indijanka, ki so jo ugrabili vikingi. Tako, in je tudi v bistvu ena od osnovnih konceptualnih idej bila, ne, pač se pravi, sicer je jam čisti, ne, smo ga pač pustili tudi dost neobdelanega pač na plati sami, ampak na vsaki plati do zdaj smo imeli en inštrumental gor, tako da smo rekli, ajde, mora biti to pač, da ostanemo true, ne. Tako da ja, no, predtem so pa govorila o pesmi Shower, ki je pa tudi pač en komad od Mance,
ki je pa tudi, jaz vem svojo zgodbo, ki sem ga slišal, se pravi, manj bi verjetno povedala, pač kaj več lahko tako, ne. Ampak recimo ta prvih par dni, ki smo bili v Ajdovščini v klubu Baza, ki je bil takrat sicer zaprt in smo samo mi tam bili, ne. In so bili tam neki tuši in je v bistvu bila fora, da smo imeli samo mrzlo vodo, ne. In pač jaz zelo težko zdržim brez tuša v dnevu, ne, in sem se pač tuširal z ono mrzlo vodo in pač se dejansko ful dobro počutil vsak dan. Potem je pa v tistem času prišel nekdo, ki ne vem, če ga bo veliko ljudi poznalo, oziroma marsikdo ga tudi bo, kličejo ga Panda, ki je pač nekako lokalen, mislim lokalc tam na Ajdovščini in ga vsi poznajo in pač pride do mene in mi tako pove, veš, mrzla voda je fajn, če si jo vržeš v brez vsako jutro zaradi tega, ker čisti demone iz tebe, ne. In sem bil tako, ne verjamem toliko te stvari, ampak nekaj dobrega se pa počutim, no, tako da jaz zmeri, ko slišim ta komad, se spomnim v bistvu teh prvih par dni, ko sem se z mrzlo vodo tuširal in čistil svoje demone. Pravijo, da je to celo koristno, se tudi po zimi malo okopati v kakšni mrzli vode. Ja, Wim Hof in te zadeve, to je trenutno kar aktualno, ne? Ampak se pa strinjam, treba je dihati, no. 3 singli so že najavili izdelek, ki pa je tokrat večjezičen, slovensko, angleško, srbo, hrvaško. Obarvan. Ja, že slovenščina je recimo smešen, ker to sem se neverjetno velikrat sem se s tem vprašanjem srečal, zakaj je v angleščini, zakaj ne v slovenščini vse. In dosti časa smo tudi ful turali po tujejezičnih državah, tako da pač niti ni bilo tukaj logično to, da bi pač neki ful... No, v bistvu ne, sploh ne moremo o logiki govoriti, kadar govoriva o kakšnem jeziku je neki, ne, ker pač včasih sem imel to zadevo, če sem pisal pesem, mislim, bom tako rekel komad, pa je bil anglešk. Pa si pač si metal besede, si razmišljal, pač smo otroci Cartoon Networka angleških, glih to, 30 let še nismo stari, ne, jaz sem letos ta zadnji let 27. In v bistvu je bilo tako šele zvedam premikanje zares, da smo imeli slovenski komad sploh, ki je bil pač v javnosti, ki se je vrtel na radijih, ki ga je folk znal. Potem na Wuhorsi je bil to je vse tako lepo in se je potem zgodila smešna tranzicija iz tega, da so celo v tujini. V Španiji, ki smo bili 14 dni, dejansko so potem neki ljudje za nami hodili, so na 3 koncerte zaporedoma prišli, po 3. koncertu so že zraven peli, to je vse tako lepo. In to sem hotel reči, če bi včasih v angleščini komad, pa poezija v slovenščini, sem tekom teh vprašanj pa tega razmišljanja bil tako, pa se je res slovenščina, pač ful spevan jezik, je res ful hiter ratav sladen, ne? Ampak istočasno se pa lahko ful igraš s fonetičnostjo, semantiko tega, pač kako so besede skupaj sestavljene. In se je v bistvu na tej plati pa to zgodilo, da je zdaj, ne vem, 4 komade, koliko je slovenskih, mislim, da no. Pa ni to zdaj nek plan zaradi tega, ker pač ostajamo ful več v Sloveniji, no, ampak je pač dejansko se nekako to samo po sebi zgodilo v Vukovi, ki je hrvaški, vsaj kakor so kolegi zatrdili. Ali srbo-hrvaške? Ne, se glih zaradi tega, ker nismo hoteli biti do nikogar žaljivi ali pa da bi bila to zdaj neka mešanica klasično slovenska, ki je pač vsega po malem govoriš, pa si... Nas so učili, da govorimo srbo-hrvaško takrat, dolgo nazaj. Tako, ne, jaz sem pa probal kdaj srbo-hrvaško govoriti, pa mi ni ratalo, tako da pač sem pa raje vprašal, katerem jeziku mislijo ljudje, da je ta komad, no. In pa je pa v bistvu po mojem glih to, pač je pa skupek tega, da smo pa turali pač po Bosni in Srbiji, Hrvaški, pač in je nekako se to z mano ostalo, oziroma jaz samo bježim, pač mi je bila taka neka lepa stvar in sem v bistvu riff sem delal 1 leto, tem, ka besedilo se pa dosti hiter pač sestavilo pa samo po sebi, no. Indie rock, pop, stoner rock, country, disco, sem prebral mešanica vsega potem na tem albumu. Ja, jaz da ja, pač tako, ker smo mi mešanica vsega že počas, se po mojem to za to plato manifestiralo, no. Gremo naprej z glasbo, postapokaliptični svet bo naslednja. Ja. Kaj te pa zanima? Dejansko smo tu. Ne, sedaj smo v apokaliptičnem svetu. Ja, dobro. Torej, to je skladba, ki nas pelje v prihodnost. Ja, recimo je čisto smešno, da ta komad je tudi nastavil po mojem tam nekje 2017-2018 zametki tega, pač, ker sem tudi za eno predstavo ga pisal, ker se mi je takrat zdelo, da vsi so gledali Black Mirror, vsi smo imeli radi neke distopične filme, distopija je ratala ful, pač stvar prihodnosti, kao to bo zdaj vsak cajt. Tako da ni bilo to zdaj, evo nas po koroni, postapokaliptičen svet, gremo se pač ne vem kaj, ne, ampak je dejansko zdaj nekako prišel v koncept s tem, oziroma se je tudi že zgodilo, da so se ljudje pred mano sezuli in bosi hodili, ne, ki je tako pač poglej prej tla, ampak razumem idejo in pač je to bil tudi nekak point, ne. Komad je pretransformiran v fizz, kar je pač po mojem tam prvič, da smo uporabili fizz v igranju samem, ne. Plus, ne vem, zabavil sem se zmeri, da pač solaže kaj noter, da naj bi nekako uprizorila, pa ko smo šli pač to pravo stvar delati, pač prelet avionov, ki letijo, pač sicer 2 Pilatusa in par F-16. Ampak to so vse stvari, ki so bolj joki, da bi zares bilo pač mišljeno situacijsko, no. Je pa res pač, da je message pač takšen, kaj je, da pač, če verjameš v to, da je vse lepo, je ful več šans, da bo vse lepo. Pač verjamem v stvari, kot so kolektivna zavest, ki je sicer v času interneta ful pač pomešan izrasno, ampak se mi zdi, da pač je lepo, da se zavedamo, da smo lahko svobodni.
Postapokaliptični svet je bila slišana, na naslednji plošči bodo letala lahko letela vzvratno. Ja, no se v bistvu to bi malo joke, no, pa tudi tukaj, če kak kitarizmo posluša ta komad, bo rekel, mater, ni dal nobene solaže noter, ne, tukaj sem se malo hecel, da je dejansko noter v temu preletu šansa, da se pač noter naredi kakršnakoli solaža, če bo kdo začutil, naj posname, pač mi je vseeno, ne. In je glih to fora, pač meni je bilo sam, ker sem slišal ta komad v izvedbi pač benda, kako smo ga zaigrali, mi je bilo to je ta pristen punk moment, ki mi je čisto vseeno, bom zadev solažo ali ne, sem še zanalaš pusto malo, da je šlo malo v eno smer in drugo, ne. Tako da vzratno naprej na glavo, kogar češ. Ali potem tudi besedila na plati odražajo sedanje stanje? Ne vem, ne znam ti povedati, odražajo ali ne, pač zdaj po nekem feedbacku, ki ga od folka dobivam, pač se lahko identificirajo z določenimi stvari. Jaz, ki sem jih gledal ali pa bral ali svoje, ali od Mance, ali od Mihata, sem bil tako, ja, to dejansko lahko paše. Sam jaz mislim, da to ni stvar nas, da bomo zdaj mi rekli, da bomo pa nekaj napisali, da bo odražalo stvar in to. Če se to slučajno zgodi, pa pač pomeni, da je to cool. V smislu je to pač pol neki izdelek, ki ima neko vrednost, ne vem. Vsak komad, ki imaš feeling, da si ga že slišal, pač je verjetno dober komad, ne. Pač zaradi tega nekega feelinga. Je pa istočasno res, da pač kdaj pa ti napišeš nekaj, pa misliš, to bo ful užgal pri ljudeh, pa se lahko zgodi, da tega folk še ni doživel takrat in ga ne more podoživeti, ne. Sam to so pa pač klasične stvari pač v umetnosti in poustvarjanja in ustvarjanja, tako da ne morem reči, a zadane res ali ne, določene stvari verjetno ja, določene stvari verjetno so čist mim komu, ampak to je pa pač celotna stvar tega, da narediš skupek pač plate, ne. Je pa prav, da si poslušalec dejansko sam razloži. Jaz mislim, da je nujno tako, ne. Pač edina fair stvar pač v navezi ustvarjalec, poslušalec je pač to. Pač mi izdamo plato, samo na tebi, ali boš kupil pa poslušal ali ne. Things that hurt a little, naslednja. Ja, ne vem, to je tudi pač majčkeno starejši komad bil v osnovi pač narejen in recimo za tega sem dostikrat se pogovarjal kasneje z ljudmi, pač pa so bili tako, si o tem govoril o pač fizičnem nasilju, ki se je dogajal ob tem, ko so ljudje bili zaprti in take zadeve, sem bil tako, ne, v bistvu pač je bil zelo seksualen komad, ko sem ga iz prve pisal in imel toliko veze z pač takimi zadevami, no, pač ampak če komu nudi uteho, pač da najde tudi pač neko to malo darkersko zadevo, zaradi tega, da lažje da pač neke stvari v muziko oziroma prek muzike čez, je to valjda bolj cool, kot drugače pa ja, ne vem. Kaj bi te zanimalo, ti z veseljem povem, če kaj specifičnega? Ne si poslušalci sami razložijo, kot sva rekla prej. If walls could talk, I'd like to hear their story of a different worry of a different book. I walked a walk for miles to meet the morning glory, not to live so boring that I thought would be a thrill. Things that hurt a little, that we mean in real life, they tangle us and shake us so that we
Domen, plato ste odeli v rumeno barvo. Ja. Kako to? Sončna. Ja, plata, tokrat je z nami plato delal Jaka Teršek, kakor ga pač kdorkoli kliče, Terjaki na Instagramu, v sodelovanju z Manco. In sta v bistvu z Manco imela idejo pač tega nekega fotoshootinga, kjer smo bili v industrijskem dvigalu in so se noter pač metali ta letala iz papirja. No. Ne vem, pač, če sem čisto iskren, s Tilnom se ful velikrat hecava, da naj ful spomne na tako jugoton plato to. In sva v bistvu pač čisto iz tega, tak malo industrial, malo lahkotno. Noter so rože, ker je poletje, bazen. Tako, pač nima po mojem neke dodatne, saj jaz nisem pač neke dodatne globine del v tej rumeni barvi, no, pač razen to, da me res, saj kar se tiče gramofonske plate, ki bo prišla, totalno spomne na jugoton scene, pač iz 70-ih, no. Veš, da me to spomni na mojo prvo CD ploščo, ki sem si jo kupil, ki je bila prav tako rumene barve. Ja, kaj to? Skupina. Vem, da je bila banana še gor narisana. Hudo. Mislim, da so The Charlatans, če se ne motim. Ja. Dolgo nazaj. Desetletja nazaj. Kdo pa je zlagal potem letala? Po mojem, da je to pač Jaka Teršak pač zrihto, no, oziroma pač se pravimo v sodelovanju z Manco. Tokrat smo se potrudili, pač če bi v Horsi tak malo tak ozek, se pravi, je bil dizajn, pač, ker si sam pač noter plato dal, da so tukaj tudi besedila zraven napisana, par slikci noter iz našega placa. Tako da, no, se pravi, vizualni izdelek je v sodelovanju z Jakatom, no, pač, tako da tudi on ima tukaj verjetno neke ideje, ki jih je zraven dal. Je pa siguren pač bila ta zadeva teh paper planesov, pač, kaj je, ne, se pravi, industrial, nekaj industrijskega, težkega, istočasno pa nekaj tok lahkotnega, kot je v bistvu papir, ne. Tudi to letalo lahko leti vzvratno. Zopet. Ja, ti sem malo preveč rekel, da ne bom zdaj se zafrknil. Kot sem rekla, izdajaš je v fizični obliki, verjetno potem tudi na vseh digitalnih platformah. Mislim, da je že. Da zdaj z izdajo CD-ja, da je že na vseh digitalnih platformah, iTunes, Spotify, Deezer, Bandcamp, mislim, da je posod že na voljo tudi, no, če sem prav obveščen. Tako da ja, plata je od zunaj zdaj pa dalje, no. Do tega, kako naprej še prideva po naslednjem, Worried Man, da ne bova zamenjala z Mountain Manom. Tako. Worried Man, to je tudi komad, ki je majčkeno starejši bil, osnovna ideja, ki je bil pač moj komad, ki sem si ga prepeval oziroma naredil glih zaradi tega, da sem se spomnil, da pač sem lahko malo bolj na easy oziroma da je pač malo bolj na easy. In ga potem Manca predelala zraven, pač dodala ene par verzov, ki so mi še več povedali pol vsebi in v svetu in družbi, no. Ampak je pa to, pač ta, ne vem, to je komad, ki sta od Mance Fotter in moja mama, ki sta ga slišala, sta oba dva jokala, še preden so bili zmasterizirani, pač zaradi enega vibe, pa ne en drug, po mojem ne znate nekaj dobro angleško, no. Ampak se jo je nekako dotaknil, tako da to je pa moj pač spomin na ta komad in sem vesel, da je tako. I'm not a worried man. I'm riding really slow. My friends are taking chances. I take them everywhere I go. And I'm not a troubled mind. Still I miss you many times. Try to forgive the ones bringing tears to my eyes. And it's a long, hard road, and you'll get over it one day. Meet some better people along the way.
Worried Man skupine Koala Voice s plate je bila slišana. Domen, za konec tega pogovora, kot je opaziti, se odri odpirajo pri vas na veliko. Kar dolg je ta spisek nastopov v živo. Ja, kar na hitro se je začelo dogajati. Mislim, vsi smo po mojem vsi komi čakali in pričakovali, da bo, ampak je pa dejansko kar na hitro se začelo dogajati. No, zdaj v tem času smo odigrali v Murski Soboti koncert, na Krasu, v Kranju, na Lentu smo bili drugega, oziroma 1. julija, drugega v Celju. Ja, dogajati se je začelo, no, sam je pa tudi pri nas pač ta zadeva, da pač smo toliko pripravljeni zdaj pač imeti čim več špilov, ker smo pač malo po eni strani pogrešali to, pač po drugi strani je that's what we do. Tako da ja, no, smo pa tudi naprej pač zmer polni pričakovanj in pozitivnih želja in volje, pač kaj se bo dogajalo še jeseni, po zimi in naprej v naslednjih letih. No. Sproti, kje boste, lahko poslušalci preverijo na vaši spletni strani, Tako. družabnih omrežjih. Tako, zadnje čase smo kar aktualni tudi na Facebooku, Instagramu, na naši spletni strani Koala Voice, so tudi vsi koncerti gor napisani, potem pa avgusta pač gremo naprej, no, ampak bojo pa vsi špili pač objavljeni na spletni strani naši. Če želite slišati plato tudi v živo, obiščite Facebook, Instagram, kot tudi spletno stran Koala Voice in boste vse izvedeli sproti. Domen, plata je sveža, kakšni izzivi so pred vami? Ja, glih to, pač še naprej keep on, keeping on it. Ne, hecam se, pač igrati to plato, delati tudi v bistvu nove projekte. Mi se že igramo z idejami, no kaj vse bi se še dalo narediti, pač drugače pa ja, one step at a time, na to prvo pač bomo odigrali tele koncerte, ki so odprti, pač to, da se v bistvu tudi malo s folkom spet zbližamo, ker je pač več kot očitno, da smo in eni in drugi veseli drugega, no. Tako da to, drugače pa želim sam pač veliko dobrih občutkov v poslušanju, no, to je to. Nimam zares nobenih metafizičnih želja drugačnih, kot to, da pač je folku kulno. Poslovila se bova skladbo Vukove, boste tulili v luno. Ja, po mojem najbolj, da vsi kdaj skupaj zatulimo. No. Skladba za slovo, hvala Domen, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter predstavil plato ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala vam tudi. Ja samo bierzim jedni sądy się śnią. Ja samo bierzim jedni sądy
sva Manca in Domen iz Koala Voice. Poslušate Radioaktivno.